Dober večer, dobrodošli na nedeljski maši. Zelo sem vesel, da sem tukaj, dolgujem pa to dejansko obema, ki ste pred mano govorila, kinoteki in kinu. Kinoteki, ki je zbral vse te filme, in kinu, ki mi je naročil en tekst. In moram odkrito priznati, da sem šele za ta tekst prvič zares študiral po Selini. Tako da vam danes ne bo govoril učitelj, ampak v bistvu učenec. Skušal bom z vami deliti nekatere drobce, ki sem jih ob sistematičnem gledanju celega njegovega opusa našel. Če bi rabil temo za teh 20 do 25 minut, bi rekel, da je tema razpiranje pogleda. Vsaj v dveh pomenih. V pomenu, da bi vam rad Matejev evangelij umestil v Pasolinijev opus nekoliko širše, da bi vam razprl pogled na njegovo centralno mesto. Zagotovo centralno mesto v njegovem opusu. Ne pozabimo, centralno mesto 14 celovečernih filmov, narejenih v 14 letih. Onstran epizod omnibusov, onstran dokumentarcev, skratka, ena izjemna intenzivnost. In drugič, rad bi vam na nek način usmeril ali pa celo uperil pogled na nekaj epizod, nekaj primerov iz nocojšnjega filma, kjer se dejansko poigrava z našim pogledom. Rad bi vam torej uperil pogled na naš pogled, na gledalčev pogled in na Pasolinijevo režijo pogleda. Človeku, ki ga imajo za pesnika, teoretika, bom danes predvsem poskušal govoriti kot o režiserju. V tem se mi zdi njegova, bi rekel, velika različnost. Najprej kontekst. Leta 1964, mimogrede, avtorje uvodov so zbirali po letnicah rojstva, tako da 64 je moja letnica rojstva. Tako da, ne vem, če je za Dragana to velja, pa za Majda, ampak zame definitivno velja. Tako da sem generacija. Leta 1964 je Pasolini star 42 let. Je v bistvu zrel moški, pa vendar ima za sabo samo 2 celovečerca, ki ste jo oba lahko že videli, Akatone in Mama Roma. Ima pa še nekaj, ima epizodo v omnibusu Rogopak. In predstavljate si človeka, ki je v bistvu podpisal zaenkrat samo 2 filma, ki se znajde v omnibusu z Rossellinijem, odkoder pride Ro, Godarjem, odkoder pride Go, in Gregoretjem, odkoder pride G. On je pa človek, ki je na nek način vendarle šele vstopal v svet. Seveda, etabliran poet, pisatelj, intelektualec, angažirani, organski intelektualec, vstopa v film in dobi praktično v svojem 3. celovečernem filmu možnost dialoga z človekom, ki je od neorealizma izumil moderni film. Rossellini je leta 1954 podpisal Potovanje v Italijo in Godard 4 leta pred tem, 1960, že posname Do zadnjega diha. Z njimi dela film in seveda kaj naredi? Govorimo torej o filmu Rogopak in o njegovi epizodi Skuta, Rikota. Takoj naredi modernistično gesto filma v filmu. Pogleda na svoje lastno delo skozi oči filmskega režiserja. Komu zaupa ta pogled? Neskromno Orsonu Wellesu. Orson Welles igra režiserja v filmu Rikota. Ampak zakaj to govorim? Zato, ker na začetku Rikote Pasolini napiše in pove, se pravi v svoji epizodi, zgodba Pasiona je zame nekaj največjega, kar se je kdaj zgodilo, besedila, ki jo pripovedujejo, pa najsublimnejša, kar jih je bilo kdaj napisanih. Zdaj, lahko rečete, da je to alibični moto na začetku, da ga ne bi zaprl. Dejansko dobil 4 mesece pogojne kazni za Rikoto. Ampak v resnici si upam reči, da mislim to zelo resno in to dobesedno, ravno kolikor naredi distinkcijo med zgodbo in pripovedjo. Zgodba Pasiona, ne samo, da jo vsi poznamo, ampak je kanonična. Kako pa je povedana, je pa seveda tisto, zaradi česar on lahko reče, da so besedila, ki jo pripovedujejo, najsublimnejše, kar jih je bilo napisanih, ampak on jih mora napisati po svojem. Ko boste enkrat gledali, ravno kar je šlo knjigo Heretična izkušnja, boste videli, da se ima za pesnika filma ravno kolikor iznajdeva filmski jezik. In moj fokus danes na filmski režiji njegovi bo ravno zato, da bom poskušal dokazati, da pripoveduje s tem, ko režira. Besedila se praktično ne dotakne. Do njega je v takem odnosu, kot je v uvodu v nikoli realizirani scenarij o Svetem Pavlu napisal, da mu ostaja absolutno zvest.
Skratka, to ni nek postmodernistični, bi rekel, editing teksta. Tekst je tak, kot je. Zgodba je tam. Kaj mu ostane? Ostane mu pripovedovanje. In na neki prvi ravni bi lahko rekli, da je ta pripovedovanje, ta režija, to, čemur Francozi rečejo mise en scène. Ne samo mizanscena v smislu scenografije, ampak treba je najti prizorišča, treba je narediti prizor in potem steče režija. Kdor je med vami zdaj gledal ob 6, upam, da delite moje čustvo, ki je globoka ganjenost nad to njegovo, nad tem sprevidom, da tam, kjer išče svete krajih, ni več. Podobno je, če se spomnite, ko je šel Wenders iskat Ozuje v Tokio. Ni ga več našel tam, kjer bi moral biti. Ta tudi išče Jezusa v Betlehemu po Jeruzalemu, pa ga ne najde. Boste videli, kasneje bi rekel, kje ga najde, oziroma kako pride k njemu. Ampak tisto, kar je važno, je, da torej najprej se mi zdi, da Pazoliniju velja, da je režija izbor lokacije. On to teoretizira in reče, iščem jih po analogiji. In zato se lahko zgodi, da Matera v Bazilikati igra Jeruzalem. In zato se lahko zgodi, da okrog Pulje najde Betlehem. Ampak to je, recimo, na anekdotični, na zunanji ravni, kje najdem prizorišča. Potem je pa vprašanje, kako konstruiram prizor. Tukaj pa treba zavrteti film malo naprej, do Decamerona, ker je v letu 1971, spet avtor Pasolini si zelo neskromno pripiše epizodo, kjer je najboljši Giotto učenec in ko gre ven, medtem ko riše freske v cerkvi, ga vidite v takemle kadru, dobesedno išče, kaj išče. Z žargonom iz Palestine bi rekli personaži e pejsaži. Oboje išče prizorišča in išče svoje junake. In seveda tukaj nastopi moment, ki se v vseh njegovih filmih je tipičen, kdo so pravi svetniki, lumpen proletarci. Njih moram postaviti v situacije, ker tam najdem še edino razredno avtentičnost. Ampak po drugi strani, če se pa ozremo vanga, nam pa s tem sporoča nekaj zelo natančnega. Kaj vidim? Iz telesa izhajam. Postavim se nekam, o čem zaupam in s prsti si pomagam. Dobesedno skonstruiram svet okrog sebe, izhajajoč iz svoje perspektive. In edina razsežnost, ki ga na nek način pri tem zamaje, je ta sanska, recimo delovna. Namreč reče, zakaj bi na koncu, čisto na koncu filma, epizode Decameron reče, zakaj bi dokončal neko delo, če je toliko lepše le sanjariti o njem. In ta razsežnost, kako vzeti drobce realnosti in kako jih z neko onerično, kasneje bomo videli, spiritualno, religiozno vsebino, dodatno, bi rekel, ukrepiti, tukaj se giblje njegova režija. Torej, nismo več pri prizoriščih, smo že pri prizorih. In kateri liki, zdaj smo pa bliže našemu filmu, se pojavljajo v teh kadrih. Ljudje, ki so mu blizu, ljudje, ki vejo, da bojo kaj od tega lahko naredili. Filip je Giorgio Agamben. Simon je človek, ki je kasneje v najboljši maneri apostolov napisal njegovo biografijo. Enzo Siciliano, ki je Simon v filmu, ki ga boste gledali, je napisal La vita di Pasolini. Dobesedno učenec, ki je napisal knjigo o svojem učitelju. Ampak seveda dva najbolj eksemplarična lika, ki bom na koncu probal v zadnjem prizoru spojiti, sta pa seveda njegova mama. In Majda vas je gotovo že upozorila in tudi v spremni besedi, prav lepo prav, rabil sem evangelij zato, da sem najdel izgovor, da sem lahko nepotvorjeno pokazal ljubezen med mamo in sinom. In mama je ta ostara Marija, ki pod križom gleda smrt svojega sina. Ampak kako je pa z Jezusom? Zdaj, če drži legenda, je imel idejo od Jacka Kerouaka prek Alena Ginsberga do Evgenija Jevtušenka. Najprej torej iskal med svojimi pesniškimi kolegi, bitniki, protestniki, kakorkoli jim rečete. In potem je iz Barcelone prišel 19-letni fant, Enrique Jarazoqui, študent ekonomije, sin baska in italijanske židinje, anarhist, sekretar enega, to je čas frankistične Španije, sekretar
na pol ilegalnega, niti ne na pol, kar ilegalnega gibanja, ki je prišel iskati podporo v Italijo. In se svoj oglasil pri angažiranem intelektualcu Pasoliniju. In sam Jezus torej, pravi, in takrat je začel hoditi okrog mene in vzklikati, Jezus je v moji hiši, našel sem svojega Jezusa. Kar je fascinantno pri tem človeku je, torej pri Enriku Irazoquiju, je, da je, ne samo, da je bil kasneje profesor književnosti, da je bil eden velikih specialistov za umetno inteligenco in da je bil sodnik na šahovskih turnirjih, kjer so igrali šahisti z računalniki, ampak da ga je Milo Rau leta 2019 povabil nazaj v Matero, v Bazilikato, kjer je igral Janeza Krstnika v njegovem filmu in gledališki predstavi Novi Gospel 2019. Gospod je umrl potem leta 2020. Ko je po uspehu v Benetkah, velikem uspehu, kjer je mimogrede dobil ta film nagrado katoliške žirije, k njemu pristopilo par škofov, kardinalov in smo rekli, veste, v Vatikanu je pa vaš film zelo priljubljen. Rekel, to je naš neuspeh. Se je film hotel Kristusa vrniti ljudem, ki ste jim ga vi, cerkveni oblastniki, ukradli. To je bil anarhist, 19-letni. Tisto, kar sem, pa jaz bi šokiran, pa sem najprej šel preverjati, ali res, ampak sem v njegovem intervjuju to našel, pa je, da si predstavljate ti zadnji prizor, na križu Pasolini režira, on je na križu, star je 19 let, in Pasolini kriči njemu in svoji materi misli na Guida. Guido je bil njegov brat, ubit pri 19 letih v še vedno nepopolnoma pojasnjenih znotraj komunističnih sporih na italijanski, furlanski strani meje, v katere so bili pa delno, bi rekel, vključeni tudi jugoslovanski Titovi komunisti. Think about Guido je v tem angleškem intervjuju reči. Predstavljate si torej sceno, kjer se nam zdi, da smo v Jeruzalemu leta 1933, v resnici imamo pa sina, mamo in umrlega brata oziroma sina. Imejte v mislih, ko boste gledali tega Kristusa nocoj, koga gledate. Še enkrat, anarhista, študenta ekonomije, profesorja književnosti, ki je šel kasneje predavati v Ameriko, je nosil s sabo priporočila Sartra, Moravije in Pasolinija, ampak ko se je pa vrnil snemanja tega filma domov v Barcelono, so mu vzeli pasoš, ker je nastopil v filmu z marksistično propagando. Filmu, ki je dobil nagrado katoliške žirije. Ne bo to zgodovinski kontekst tega filma in umestitev znotraj opusa. Tisto, kar me bolj zanima, je, kako Pasolini režira naš pogled. Zdaj, če bi vzeli Sveto pismo, tako kot na klasičnih koncertih imajo ljudje notne črtove, pa bi gledali, bi ugotovili, da ima eno strukturo črte, gmote, črte. Praktično do krsta je strogo spoštuje kronologijo dogodkov v evangeliju, do didaskalije natančno. Od pridige na gori naprej začne mešati, montirati in od vstopa Jeruzalem na koncu je strogo spet sosledje, točno tako, kot ga najdete v evangeliju po Mateju. In seveda v tem zanimivo bi bilo gledati to montažno logiko sredine. Ne? S čem nas v bistvu pritegne, s čem z oprstavitvijo detajla in celote, z multiplikacijo ljudi, kjer tvorijo kolektiv. Vse tiste pridige na gori, ki naredijo v bistvu njegovo, bi rekel, angažiranost. Ampak jaz bi vam danes raje na dveh primerih, ravno iz teh dveh na videz ravnih črt pokazal, kje nas zares dobi. In bom poskušal biti, bi rekel, hiter, samo da na nek način, da ko se bo to pojavilo na platnu, da pomislite, aha, mogoče pa ima to, kar vam povem, drobec resnice. Ta prva zadeva situacijo skušnjavca. Če zelo poenostavim, potem, ko ga Janez Krstnik krsti, se prvič zgodi, da se pogled teh, ki pogledajo v nebo, dobi odgovor. Vzpostavi se, če ne tako rečem, stik na osi pogleda. In še več, stik na ravni glasu. Imate glas upojočega v puščavi in imate glas, ki reče, to je moj ljubljeni sin. Skratka, privilegij v tem primeru izbranega sina je, da vidi pogled iz neba in da ga ta glas navzdol prepozna. Šele to ga avtorizira, da krene v dejanje, da krene v akcijo, da gre v pridige.
in takoj zatem sledi pa srečanje izkušnjavcev. Zame je režijsko, to je ena najbolj sublimnih sekvenc v tem filmu, ampak da bi lahko razprl njene plasti, dovolite mi, čisto malo citiram, kaj je Pasolini nekoliko pozneje napisal o enem filmu Liljane Cavani, Mila Repa. Se bo zdelo, da je teoretsko, bi rekel, iskanje, ampak boste takoj vedeli, zakaj gre. Pasolini pravi tako, kakšna neverjetna izkušnja je videti zares lep film, ki je kot življenje, ko ga gledamo, čutimo njegov umetelen značaj. Pozneje pa, ko smo ga že videli, se film predstavlja spominu kot realna zadeva, četudi je bila le sanjana. V življenju, zdaj on govori kot človek, v življenju smo obsojeni na večni subjektiv. Kamera je prikovana na naše oko, kot je vedno določen s točko, na kateri smo, vidno polje pa je vedno prostor, v katerega središče je naše telo. To je v življenju. Kaj pa v filmu? V filmu pa je nasprotno očividec, gospodar, ki lahko izbira med vsemi mogočimi koti in je v središču vseh mogočih prostorov. Ta izkušnja realnega, kakor jo izkuša očividec filma, je zato izkušnja omniprezentnega, vseprisotnega duha, ki včasih vidi lik kot objekt, včasih pa se identificira z likom in tako postane subjekt, zaradi česar posledično kot objekt vidi kraj, ki je bil še malo prej njegovo gledišče. Smo tu in tam, smo zunaj in znotraj, smo gor in dol. In zdaj pravi, kdor se spominja filma kot takšne izkušnje realnega, lahko v enem samem gledajočem in opazujočem subjektu zgosti diametralno nasprotne izkušnje. In ker daje primer iz filma Mila Repa od Cavanijeve, reče, Mila Repa vidi mamo, mama vidi Mila Repo, kamera kot idealna priča vidi hkrati Mila Repo in mamo. In kako to zdaj teoretizira? Do tukaj opisuje navdušenje, gledalec, ki ga je nekaj prijel z platna. Zdaj pa reče, v spominu se vse te izkušnje pomešajo, realnost pa se predstavlja kot hkrati videna z neskončno gledišč, ne da bi zaradi tega izgubila značaj realnosti, kakor jo poznamo. Izkušeno z enega gledišča našega subjektivnega. In kako definira to geometrijo? Takšna geometrija ima tehnično značaj religiozne vizije realnega. Se je ta osebna, polivalentna in izčrpna. In veste, kako se imenuje ta tekst, v katerem to napiše? Delirantna racionalnost religiozne geometrije. Moja teza je, da se najbolj približa vprašanju, če hočete svetega, sublimnega, morda še bolje, ne v trenutku, ko citira premi govor Kristusa iz Evangelija, ne ko poskuša najti sveta prizorišča, ki jih ni več tam, ampak ko v samem tehničnem dispozitivu filma najde metodo, s kateri si lahko tu in tam. Si lahko, kot on reče, na vseh mogočih kotih in vseh mogočih prostorov, si lahko hkrati objekt in subjekt. In to vidimo v prizoru s skušnjavcem. Moral sem omeniti krst, zato ker je tik pred tem. In potem, veste, kako boste videli, gre najprej veter, ki je klasična metafora za sveti duh. Je veter, je 360 stopinj panorame narave, pride šele potem glasba, pride nebo, sonce, torej ta pogled, ki ga je že interpeliral v Jordanu, in potem njegova poza, ki je podobna tam, ki ste šli in takole. Ne, predaja, dobesedno, predaja. In na to pride dvojna ekspozicija. Njegov obraz in krajina. In ta dvojna ekspozicija nas temeljno zamaje našo pozicijo. Kje smo? In iz tega pride ven skušnjavec. Hudič, ki potem, kot veste, ga pele skozi 3 skušnjave, kjer hoče, da bi na nek način pokleknil pred njim, in ta reče, ne bom. Ne spremeni kamna v kruh, ko reče, besede so pomembnejše od kruha. Ampak, kaj se mi zdi ključno? V tej dvojni ekspoziciji se vprašajte, kje ste vi takrat, ko smo. A ste z njim, ali prihajate s skušnjavcem, ali se je morda vse to zgodilo samo v njegovi misli. In je krajina, samo njegova mentalna krajina. Ampak ta kompleksnost tega prizora se mi zdi je Pasolinijev odgovor na to, kakšna je delirantna racionalnost religiozne geometrije. Tukaj se približa tistemu svetemu, zaradi katere seveda išče prizorišča, išče prizore, ampak jih v bistvu zrežira. In drugi tak prizor, in s tem počasi zaključujem, ki se seveda najbolj zgovoren, ki pripelje vprašanje vidnega
do skrajne konsekvence, do ekstrema. In kaj je vprašanje, kaj je skrajna konsekvenca vidnega? Tema. Edinikrat, ko je v celem filmu čista tema, ne zatemnitev kot prehod, čista tema, je, ko je Kristus na križu, ko je Jezus na križu in tik predno reče, oče, zakaj si me zapustil. Takrat se slika zatemni in slišimo off. In moja teza je, da seveda takrat ne govori samo Jezus učencem ali Jezus očividcem, ampak govori Pasolini gledalcem. In kaj za to uporabi? Uporabi Izaijevo prerokbo, ker gledajo pa ne vidijo, poslušajo pa ne slišijo in ne razumejo. V kronologiji Matejevega evangelija temu ni mesto tukaj. To je ena tistih redkih njegovih posegov v tej čisti kronologiji pasiona, ki je drugačna. Mesto temu je veliko bolj zgodaj, tam 13:13, potem, ko razpuca, če grdo rečem, z mamo in z brati. A se spomnite, glej, tvoja mama in tvoji bratje stojijo zunaj in bi radi govorili s teboj, on pa je tistemu, ko mi je to povedal, odgovoril in dejal, kdo je moja mati in kdo so moji bratje, in pokazal je na svoje učence ter rekel, glejte, to so moja mati in to so moji bratje, in potem tudi na sestre ne pozabi in reče, kdor bolj namreč uresničuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati. Vzpostavi novo občestvo s svojimi učenci, je na nek način razpucan, da jim potem lahko pojasni svojo metodo. On svojim učencem na vprašanje, zakaj jim govoriš o prilikah. Tukaj nam režiser, pripovedovalec razkrije svojo metodo. In zato trdim, da nam Pasolini to pove na koncu skriža nam, reče, ja zakaj? Točno zato, ker gledajo pa ne vidijo, poslušajo pa ne slišijo, ne razumejo, v njih se izpolnjuje Izajeva prerokba, ki pravi. In to dalje, se pravi ta dvojni citat znotraj citata, ta Izajeva prerokba se sliši v temi na koncu filma, tik pred koncem filma. Poslušali boste poslušali, a ne boste doumeli. Gledali boste gledali, a ne boste videli. Otopelo je namreč srce temu ljudstvu, z ušesi so težko gledali, tale stavek, otopelo je namreč srce temu ljudstvu, se pri njemu sliši, il cuore di questo popolo si je fatto insensibile. In z ušesi so težko gledali, zatisnili so si oči, da ne bi z očmi videli, da ne bi z ušesi slišali. In tle naredi črto. Ne gre naprej, kamor gre prerokba, da ne bi v srcu doumeli in se spreobrnili in da bi jih jaz ne ozdravil. Ne, potegne črt. In tukaj se mi zdi, da spregovori Pasolini zato, ker je v filmu predtem, že omenjeni Ricotti, v usta Orsonu Wellesu položil naslednja 3 odgovore na Il Piccolo intervista, za katerega ga cuka en novinar. In ga vpraša, kaj želite sporočiti s tem delom, torej s tistim pasionom, ki ga snema režiser v Ricotti. Prav, moj intimni, globoki, arhaični katolicizem. In drugo vprašanje, kaj si mislite o italijanski družbi, najbolj nepismeno ljudstvo, najbolj nevedna buržoazija v Evropi? In potem ga vpraša, kaj mislite o smrti? Kot marksist o tem dejstvu ne razmišljam. To reče Orson Welles, novinarju, govori pa režiser, dobesedno režiser. Zakaj vam se to govori? Zato, ker potem, po tej temi in po tem direktnem nagovoru iz teme platna, iz te, bi rekel, dobesedno iz črno-belega sveta na gledalca, imamo veliki plan njegovih oči in reče, oče, zakaj si me zapustil? Kdo tukaj govori? Ste frajeri, če na nek način razvozlate. Ali govori Jezus učencem, ali govori Jezus ljudem pred njim, ali govori mami, ali govori očetu, ali govori nam gledalcem, ali režiser govori nam gledalcem. To je tista delirantna razsežnost religiozne geometrije, ki jo je v bistvu, se mi zdi, dosegel z režijskimi sredstvi. Ne s prizoriščem, ne s besedami, ampak z režijo. In zato, čisto na koncu, še zadnji stavek, ki se mi zdi tudi taka mala finesa, potem, ko se že vrne in ko reče učencem, pejte za mano v Galilejo, čisto na koncu Matejevega evangelija je in glejte, sklicajem, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. V Pasolinijevi italijanščini se to sliši per sempre, fino alla fine del mondo. In na tale fino alla fine del mondo piše samo še fine. Hvala.